Europa osebno. Okay, Thomas, willkommen bei Europa persönlich. Ja, erstmals vielen Dank für die Einladung. Da muss ich dir eigentlich recht geben, genau, also bei uns, wenn man mit den Bergen etwas anfangen kann. S Tomasom sva se srečala v pisarni na 1650 metrih nadmorske višine. Konec aprila je bilo še okoli dober meter snega, smučišče Obertauern pa je še obratovalo. Zaklepetala sva se o prednostih njegove službe. Kot pravi, ima najlepše razglede iz pisarne in tudi privilegij, da gre lahko občasno, ko je vreme res krasno in ni povsem zasut z delom pred službo smučati. In der Früh, bevor man mit der tatsächlichen Arbeit beginnt, 1-2 Stunden Skifahren, genau. Ampak seveda je tole zvenelo skoraj predobro, zato sem še malce drezala. Und wie oft in der Saison machst du das zum Beispiel? Nicht, dass ich jetzt auf den falschen Weg komme, aber es klingt so, als würden wir das jede Woche tun. Čeprav se morda zdi, da v službenem času le smuča, nikakor ne, le nekajkrat na sezono lahko gre, morda enkrat na mesec, ampak seveda si takrat izbere najbolj idealen dan. Thomas Gruber je pri 26 letih že dobro leto vodja pisarne turizma na enem najbolj prestižnih avstrijskih smučišč. Kot pravi, je njegovo delo zelo dinamično. Ob mojem komentarju, da si ob besedi Büroleiter lahko predstavljamo cel kup splošnih ali celo malce dolgočasnih nalog, pa se je lahko le prijel za glavo. Genau, wie du es ansprichst, Büroleiter klingt sehr allgemein, ist auch sehr allgemein. Dadurch wir ein nicht sehr großes Team haben, hat zwar jeder seine eigenen Verantwortungen. Zveni zelo splošno in tudi je zelo splošno, ker so majhna ekipa, ima vsak svoje zadolžitve, sam pa mora pogosto tudi vskočiti, če se kje pojavi kakšna težava. Zadolžen je predvsem za organizacijo, za sestavljanje urnikov, sodelavci preverja, kaj so že opravili in kdaj so roki za dokončanje različnih nalog. Mit allen Mitarbeitern sehr regelmäßig in Kontakt bin, Austausch bin. Welche Arbeiten stehen an, welche Arbeiten sind fertig, bis wann ist was zu erledigen und so weiter und so fort. Genau, also wir in Obertauern im Salzburger Lande sind eigentlich der schneereichste Wintersportort von ganz Österreich. Thomasu, za razliko od kolegov, ki delajo na drugih smučiščih, ni treba skrbeti zaradi muhastega vremena. Na Obertauernu je snega vedno dovolj. Tudi v času milejših zim z lahkoto speljajo sezono do 1. maja. A Thomas vseeno precej razmišlja o podnebnih spremembah in trajnostnem upravljanju. Wegen den Schneemassen ist es bei uns eigentlich auch viel besser wie in anderen Talskiregionen, sprich wir müssen viel weniger. Ker imajo veliko naravnega snega in za razliko od nižje ležečih smučišč ni treba proizvajati umetnega snega. Tako lahko prihranijo precej virov in zato je njihov vpliv na okolje manjši kot pri drugih smučiščih. Dadurch sind wir in Obertauern, sage ich mal, schon von Haus aus viel besser, was das Klima betrifft, hinsichtlich anderer Skigebiete unterwegs. Zelo pomembno pa se mu zdi, da bi bili čim bolj trajnostni tudi poleti. Ne bi se namreč radi ujeli v zanko tega, da bi bilo gostov poleti preveč. Genau, richtig, wie Sie sagen, wir haben schon noch Potenzial. Aktuell ist es aber so, wir schätzen die Ruhe sehr im Sommer, sprich die Gäste, was zu uns kommen, die suchen die Ruhe. Gostje, ki pridejo v toplejših mesecih, cenijo predvsem mir in ne bi radi postali takšni kot nekatera druga zimsko-športna središča, ki imajo glavno sezono pravzaprav poleti in takrat je gneče precej. Pri njih je tako, da so tudi namestitve zelo blizu pohodniških poti in kot pravi Thomas, ko stopiš iz hotela, si že nad gozdno mejo in se lahko odpraviš na pohod, uživaš v svežem gorskem zraku in razgledih. Am Wanderweg kann man so sagen, man geht raus vor die Haustüre und befindet sich schon oberhalb der Waldgrenze und kann eben die ruhige Natur, die gute Bergluft und zum Beispiel auch die schönen Bergseen bei uns genießen. Thomas Gruber dela v turizmu, odraščal pa je na kmetiji. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und dort war immer schon der Landwirtschaftssektor natürlich vorrangig. Ich habe einen Bruder, der übernimmt den Bauernhof zu Hause. Njegov brat bo prevzel tamkajšnji posel in tudi sam se je najprej izobraževal na področju kmetijstva. Imel je tudi nekaj služb povezanih s kmetijstvom, potem pa se je odločil, da bo zamenjal področje namesto kmetijstva, torej turizem.
Pri 26 letih ima že ogromno delovnih izkušenj in tudi precej enostavno razlago, zakaj se je odločil za hiter vstop na trg dela. Uns war es familiär immer schon so ein bisschen vorgegeben, Ausbildung ist gut und schön, aber trotzdem auch zählt die Arbeit. Kot pravi Tomas, je v njegovi družini vedno veljalo, da sta šolanje in izobrazba sicer super, ampak šteje delo. Zato je bilo zanj zelo pomembno, da čim prej konča šolanje in se zaposli. Pomembno mu je, da ima svoje prihodke, predvsem zaradi hobijev. Wie sollte ich sagen, nicht brauche, aber gerne habe, wenn ich zum Beispiel zum Bergsteigen in der Schweiz bin oder in Frankreich, dann... Denar mu pride zelo prav, ko gre recimo na pohodniške ali plezalne ture v Švico ali Francijo. Ich würde es über Österreich hinweg gar nicht drüber sehen. Ich glaube eher im ländlichen Bereich, wo wir eben sind, Oberdauern, Lungau oder im Stadtland Amur, wo ich aufgewachsen bin, sehr ländlich behaftet. Težko govori za celotno Avstrijo, ampak za kraje, kjer je odraščal, njegov domači kraj je Murav, lahko trdi, da je kar tipično, da mladi začnejo hitro delati. Zelo pogost je tudi trend, da čim prej narediš vozniški izpit, da imaš čim prej svoj avto, svoj denar in potem lahko počneš to, kar želiš. Se pa tudi Tomas sooča z izzivom, ki je še kako dobro znan številnim mladim Evropejcem. Es ist sicher eines der größten Fragezeichen momentan für die junge Generation. Wie kann man sich ein Eigenheim in Zukunft sich leisten? Kot pravi, je eno največjih vprašanj za mlado generacijo, kako si sploh lahko privoščiš svojo nepremičnino. In to se sprašuje tudi sam. Trenutno živi v najemniškem stanovanju, ampak išče nepremičnino za nakup. Res ni enostavno, ugotavlja, da moraš vsak mesec kar precej denarja dati na stran, da zbereš vsaj približno toliko, da lahko sploh začneš razmišljati o nakupu. Man muss schon relativ viel auf die Seite legen jedes Monat, dass man sich das in in einer gewissen Zeitspanne sich leisten kann für die Zukunft. Si pa vseeno ne predstavlja, da bi se preselil v kakšno drugo državo ali okolje, preveč rad ima svoje domače gore. Im Mai ist meistens jeder von uns für 1-2 Wochen vorab einmal nicht im Büro, da das die ruhigste Zeit ist in Oberdauern. Tomasa Samuela nekaj dni preden se odpravil na dopust, zanje njegove sodelavce je maj glavni dopustniški mesec. Predtem je preveč dela zimsko sezono, potem je izziv poletna sezona. Med lastnostmi in veščinami, na katere je najbolj ponosen, je sposobnost organizacije in upravljanja s časom. Ampak to ga na dopustu včasih tudi malce moti. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber man kann sich das ähnlich vorstellen, so wie ich es als Büroleiter in der Firma. Priznava, da zveni kar malce bedasto, ampak tako kot skuša v službi organizirati delo in skrbeti za sodelavce, to počne tudi na dopustu. Rad ve, kaj bo počel in rad vidi, da gredo stvari tako, kot si jih je zamislil. Ummünzen, sprich, ich plane gerne und ich mache gerne mein Ding, so wie ich es mir vorstelle. In če bi moral o sebi povedati le eno stvar, bi izpostavil, da je tip, ki obožuje gorske športe. S prijatelji in dekletom je praktično vsak konec tedna v gorah. Ich bin ein begeisterter Bergsporttyp. Ich habe 1, 2, 3 Freunde, Bergfreunde und auch meine Lebensgefährtin, mit der ich eigentlich jedes Wochenende fast am Berg verbringe. Po zimi turno smučanje, sicer pohodništvo, Tomasu Grubarju nikoli ni dolg čas. Vsebina je del projekta I Know EU. Tu EU 2024, ki ga sofinancira Evropska unija.